Pozdravljeni. Po prvem in drugem prostem treningu je čas za prispevek pred kvalifikacijami velike nagrade Azerbajdžana, kjer si bomo ogledali zanimivosti ter novosti ter skušali razumeti pravo razmerje sil pred prihajajočimi kvalifikacijami. Tudi tokrat, kot ponavadi, bomo imeli dva ločena dela. V prvem si bomo ogledali vse tisto, kar so ekipe novega pripravile za veliko nagrado Azerbajdžana. Poleg tega si bomo ogledali še nekaj manjših zanimivosti. V nadaljevanju pa bomo skušali razumeti pravo razmerje sil, ampak samo v luči prihajajočih kvalifikacij. Začnimo kot običajno s tistimi uradnimi dokumenti, ki so jih izdali pri FIM, kjer lahko vidimo, da so kar pri 4 ekipah, tudi tu, na ulicah Bakuja pokazali nekaj novega. Gre za malenkostne spremembe, ampak vseeno. Pri tovarniški ekipi Mercedes so rahlo odrezali tisti rob na pomožnih profilih prednjega aerodinamičnega stabilizatorja, predvsem zaradi tega, da so uravnotežili bolid. Pri Red Bullu so tudi napravili manjšo spremembo, namreč drugačna razporeditev profilov na zadnjih obesah služi tudi malenkostno k uravnoteženosti celotnega RB21. In seveda, kaj je novega pri skuderiji Ferrari? Tu je treba povedati, da na prednjih zavornih košarah so spremenili izhodne reže in tako uravnavali lajenje samih zavor. Kolikor koga zanima zanimivost pri Ferrariju, so na zadnjem aerodinamičnem stabilizatorju uporabili rešitev, ki smo jo videli v Belgiji. Seveda z malenkostnimi popravki, z drugimi elementi, ampak generalno gledano gre za trend, ki ga bomo videli tudi pri drugih ekipah. In seveda na koncu ostaja še ekipa Racing Bulls, kjer so podobno kot pri Ferrariju spremenili prednje zavorne košare, ampak tudi zadnje. Vse v funkciji seveda hlajenja zavor. Kot sem že omenil, mnoge ekipe tu uporabljajo vsaj na zadnjem aerodinamičnem stabilizatorju komplete, ki smo jih videli na veliki nagradi Belgije. Ampak treba je poudariti nekaj. Ne vsi. Pri ekipi Alpine so bili drzni in uporabljali so rešitve, ki smo jih videli na veliki nagradi Italije. Ampak Monza ni spa. In pri Alpinu so se takoj začeli kesati glede te svoje izjemno drzne odločitve. Videli bomo po rezultatih prvega in drugega prostega treninga, zakaj bodo verjetno pred kvalifikacijami tudi oni nekako šli korak nazaj in vzeli elemente iz Belgije. A treba je tu poudariti še nekaj, da smo videli pri Pirelliju izbor, kjer je na vrsto prišla zopet pneumatika C6, ki ni priljubljena. In videli bomo na samih kvalifikacijah, ali se bodo mnogi odločili uporabljati pneumatiko medium oziroma C5, predvsem v tistem zadnjem delu, Q3. Naprimer, pri tovarniški ekipi Mercedes smo že videli nekaj podobnega v Imoli, če me spomin ne vara, in zadeva je bila uspešna. A treba je tu poudariti, da prav pneumatika C6 zna biti izjemno težavna, ker izračuni kažejo,
kako je padec temperature pnevmatik na tistih dolgih ravninah tam blizu 40 stopinjam Celzija. In če gre verjeti napovedim, bo temperatura na kvalifikacijah približno 9 stopinj Celzija nižja kot lani in govorimo samo o temperaturi zraka. Kar se tiče samega oprijema, nudi C5 podobne ravni, kot jo vidimo na C6, torej bistvenih razlik ne smemo pričakovati, ampak vseeno bi lahko dejali, da pnevmatika C6 ni dokazala neke dodane vrednosti in praktično tudi ne razloga, da bi jo videli v naslednji sezoni. Ampak skupaj bomo odkrili, kaj je kaj, bodimo seveda pozorni na mešanice, ki jih bodo rabili vozniki tudi na prihajajočih kvalifikacijah. Z veliko pripombo. Seveda v izboru imajo 3 sete pnevmatik medium, torej C5, in 2 seta pnevmatik hard, torej C4. Malce bodo morali varčevati, ukolikor bodo hoteli na dirki imeti nekaj setov pripravljenih. Kar se tiče novosti ter zanimivosti, bilo to vse. A poglejmo, kaj nam je pokazal prvi in predvsem drugi prosti trening. Verjetno, če pogledamo samo gole rezultate prvega prostega treninga, bi lahko dejali, da je McLaren v prednosti, kot smo ga bili navajeni že na prejšnjih velikih nagradah. Ampak treba je poudariti, prvi prosti trening nikoli ni bil, ni in tudi ne bo mirodajen. In če pogledamo rezultate drugega prostega treninga, bo marsikateri navijač Scuderie Ferrari seveda presrečen, ampak tudi tu lahko dodamo marsikaj. Prvič, že dejstvo, da je Lewis Hamilton pred Charlesom Leclercem, je dokaz, da bi znal sam Leclerc voziti še malce hitreje. Ne smemo tu izpustiti dejstva, da je Charles Leclerc fenomenalen, prav na tisti en sam hiter krog lahko med vsemi prisotnimi na štartnem razporedu in celo najboljši prav pri tem. Seveda, statistika pravi, da v zadnjih 4 velikih nagradah Azerbajdžana je bil najhitrejši na kvalifikacijah prav Leclerc. Njegov čas na drugem prostem treningu je bil skorajda tudi sočinke identičen tistemu času, ki ga je postavil lani na kvalifikacijah. In zopet imamo, recimo temu, nek dokaz, da bi se dalo iti še hitreje. Posebej, ker imamo mešanico C6, ki naj bi, kljub seveda določeni skepsi, nudila nekaj več na en sam hiter krog, ampak videli bomo na sami kvalifikaciji. Nato oba Mercedesa takoj zadaj kažeta, da bi se lahko tudi tu zadeve začele malce izboljševati. Ampak ko vidimo Bermana na 5. mestu, lahko zopet pomislimo, ali so se določene ekipe tudi malce skrivale. In tu govorim naprimer o McLarenu, kjer sta oba voznika imela kar nekaj težav s tistimi zidovi neposredno ob progi. In lahko bi dejali, da pravzaprav nihče, ne Norris in niti ne Piastri, nista pokazala svojega pravega potenciala. Čas za to bo med kvalifikacijami. Treba priznati, da Oscar Piastri ima lahko tu neke vrste šibko točko, namreč na kvalifikacijah ni tako dominanten, kot ga pogosto vidimo med dirkami. In nikoli, kot sem že mnogokrat poudaril, ne smemo pozabiti na Maxa. A vidim neko realno možnost, da bi Ferrari osvojil 5. zapored najboljše štartno izhodišče tudi na veliki nagradi Azerbajdžana? Iskreno povedano, sem tukaj v dvomih, namreč SF Pomišljaj 25 je bistveno slabši v primerjavi s konkurenco kot njegovi predhodniki. Da se zgoditi, seveda v spletu okoliščin, ampak
še zmeraj bi raje stavil na oba McLarena, kjer Lando Norris je motiviran, namreč dokazati mora, da je boljši kot Piastri in seveda nadoknaditi zaostanek, ki ga ima v skupnem razporedu. In tudi pri Red Bullu, po mojem, niso rekli zadnje, Max Verstappen zna biti hitrejši. Se lahko Charles Leclerc urine med njih? Seveda. To še nič ne pomeni glede na dirko, ampak rad bi videl, da bi bil tudi Lewis Hamilton, podobno kot na drugem prostem treningu, tam spredaj. Namreč Lewisa smo predvsem pogrešali med kvalifikacijami, ker je dirke začenjal bistveno bolj zadaj, je imel tudi več težav. In čas bi že bil, da pride na primer na zmagovalni oder tudi Lewis Hamilton, ampak o tem se bomo bolj podrobno pogovarjali, predvsem v zadnjem briefingu. Tokrat skušajmo razumeti pravo razmerje sil za prihajajoče kvalifikacije, ker bi lahko dejali, da na 4. mestu bi lahko bil celo Williams. Williams, ki ima dobesedno zaustavljen razvoj že približno 4 ali 5 mesecev, ampak na takšni konfiguraciji proge zna pokazati svoje kvalitete. Med ekipami, ki so po mojem malce razočarala, je Aston Martin. Seveda nisem pričakoval, da bi bili tam spredaj, ampak tudi ne tako zadaj. A vseeno videli bomo, kaj bodo pokazale kvalifikacije. Kar se tiče tega prispevka, kot ste dobro razumeli, je pa to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.